Kaj bi še v tem času dal na naš jedilnik, dal na naš nakupovalni seznam, dal na naše jedilne mize? Recimo, če se malo vrnemo k D-vitaminu, pa če bi ga hoteli s hrano dobiti, recimo v rastlinski hrani ga ni, razen v gobah. In še to samo v gobah, ki rastejo na svetlobi. Torej, recimo šampinjoni, ki večinoma v temi gojijo, ne vsebujejo. Kakšne gobe, ki so pa rasle na svetlobi, pa lahko imajo res velike količine D-vitamina, večje kot kakšna živila živalskega izvora. Recimo, svrnomorske ribe imajo veliko D-vitamina, ampak imajo lahko gobe še celo več. Wow, gobe več, odlično. Če rastejo na svetlobi. Odlično. Celo če šampinjone, ki so rasli v temi, pred uživanjem damo na svetlobo za recimo 1 uro, lahko tudi znatne količine vitamina D nastane v tisti uri. Ta pravi kuharji dejansko to delajo, pa po mojem ne vejo, da zaradi D-vitamina, ne? A na svetlobo dajo gobe? Ja. Aha, nisem vedela. Ja. Krasno, evo, vse povezuje znanje, ne?